Velika razstava, čivki iz preteklosti, slovenska arheologija skozi zvoke, simbole in prve zapisane besede na enem mestu združuje eksponate z najdišč po vsej državi. Razstava je bila prvotno predstavljena v okviru spremljevalnih dogodkov 75. mednarodnega knjižnega sejma v Frankfurtu in častne gostje Slovenije jeseni leta 2023. Bila je nagrajena z Valvazorjevim odličjem in priznanjem Slovenskega arheološkega društva. Premierno na slovenskih tleh jo ustvarjalci domačemu občinstvu predstavljajo v galeriji Cankarjevega doma v Ljubljani. Verjetno bi se večina med nami strinjala, da je glasba zvok in da je tišina del tega zvoka. Strinjali bi se tudi, da mora zvok nekaj pomeniti. Ne more biti le naključni šum, ki ne pomeni ničesar. Tako je v katalogu ob razstavi zapisala Daša Pavlovič, vodja projekta in avtorica koncepta razstave. Kot pove podnaslov, se razstava osredotoča na zvoke, simbole in besede. Te je v predmetih svojih zbirk izbiralo poleg Narodnega muzeja še 9 muzejskih ustanov iz vseh geografskih regij države. Vse sodelujoče ustanove v svojih zbirkah hranijo neprecenljive arheološke zaklade. Med njimi so tudi svetovno znani predmeti, kot so neandertalčeva piščal iz Divjih bab na Cerkljanskem, koščena šivanka iz Potočke z Javke in najstarejše kolo z osjo na svetu z Ljubljanskega barja. Predstavljeno gradivo je izbiralo in pripravljalo kar 22 kustosov in kustosin. To obširno sodelovanje in razstavo predstavi vodja projekta, kustosinja v Narodnem muzeju Slovenije Daša Pavlovič. Na enem mestu v eni dvorani vidite izjemno arheološko dediščino celotne Slovenije. Ne. To je redkost, po mojem vedenju se še ni zgodilo. Če želite prepoznati pa videti našo dediščino arheološko, je to razstava, ki jo morate videti. Ne. Je pa, opozarjam, ne gre samo za highlighte, ne. Vsak muzej v Sloveniji ima verjetno še kakšen kos, ki bi bil lahko še bolj prestižen ali pa ima še dodano vrednost, ampak gre pa za ene zelo zanimive predmete, ki vsak nosi svojo zgodbo. Ne. In če preberete besedila na panojih, dobite to globino o samih predmetih, ne, kako zelo so zanimivi. Ker je bila razstava v osnovi namenjena tujim obiskovalcem, je zasnovana tako, da najdišča predstavljenih predmetov v okviri s fotografijami slovenskih pokrajin, posnetimi iz zraka, in tako pokaže tudi različnost in pestrost krajin, ki se raztezajo od Panonske nižine prek Alp do Jadranskega morja. Izjemne arheološke najdbe iz preteklosti pa odstirajo vpogled v skupnosti ljudstva, ki so pred dolgimi tisočletji in stoletji živela na območju današnje Slovenije. Največji del arheološke zbirke v Pokrajinskem muzeju Celje predstavljajo najdbe iz rimske celeje. V različna obdobja preteklosti nas popelje izbor predmetov iz različnih zbirk. Kustos dr. Jure Krajšek. Začeli smo z najstarejšim kosom, ki ga imamo, piščal iz čeljustnice jamskega medveda, iz Potočke z Javke. Potem ta nožek z Vivas Felix napisom, potem keramične čaše z napitnicami. Mogoče omenim fresko. Zakaj fresko? V zadnjih letih v Celju odkrivamo te čudovite freske, ki kažejo to tudi povezanost tega provincialnega okolja, manjših provincialnih mest za samo rimsko državo, s to civilizacijo, ker so na freskah upodobljene tudi neke mitološke zgodbe, ki so bile v bistvu povezane z samim nastankom Rima ali pa rečemo Grčije. Ne. Izbrali smo tole fresko Flore, gre za verjetno najbolj kvaliteten kos rimske stenske poslikave, ki ga imamo v Sloveniji. Dolgo časa je nekako veljal za upodobitev Ceres, zdaj v njej raje prepoznamo boginjo Floro. Po zatonu rimske celeje pa pravzaprav ta družba, ta civilizacija niti ni takoj propadla in se potem umaknila na najbolj zaščitena območja, tako da imamo iz tega poznorimskega obdobja v okolici Celja, v tem širšem območju, cel kup teh višinskih naselbin in tudi iz njih izvirajo predmeti, ki kažejo na nadaljevanje te družbe, ki pa je z neko krščanstvom dobila eno drugačno simboliko in smo izbrali tele kristograme iz Vipote nad
v bližini Celja, ki so izjemni na našem območju. Širši ljubljanski prostor z Ljubljano in Vrhniko, torej Emono, prvo rimsko mesto na območju današnje Slovenije, starodavni Nauportus, predstavlja Mestni muzej Ljubljana. Med predmeti jih je kar nekaj, ki kažejo na simbolno vrednost, pravi kustosinja Bernarda Županek. Recimo sponka za obleko v obliki zajca s takimi emaliranimi večbarvnimi vložki. Zajec je za Rimljane predstavljal plodnost, rodovitnost, poželenje. Tako da to je en tak primer. Drug primer so mogoče ohranjene črke, ki so nekoč krasile en vojaški pas, enega vojaka, ki je bil pokopan na severnem emonskem grobišču in ki so rekle Felix utere, uporabljaj srečno, uporabljaj srečo, se pravi, naj varujejo svojega imetnika, je bil namen teh črk, bronastih črk dodanih na nekoč usnjeni pas. Med izpostavljenimi predmeti je tudi zelo zanimiv dragocen predmet. Tak zanimiv predmet je zlat, iz čistega zlata zelo težek poročni oziroma zaročni prstan, ki kaže motiv dveh desnic, ki segata druga v drugo. V bistvu gre za en tak simbol boginje Fides, rimske boginje poštenosti, zaupanja in kaže, da je to pač bil tudi del poročne zaobljube. Ostala bova skupaj, družinsko ime bo trdno in se bo nadaljevalo. Rimljani in Emonci so bili tudi zelo vraževerni, tudi takšne predmete nam predstavljajo. Zanimiv predmet iz neposredne soseščine Emone, iz Nauporta, iz Vrhnike, je obesek v obliki skarbeja, samo da ima za razliko od teh tradicionalnih obeskov v obliki skarbeja človeški obraz. Je ravno tako iz modre fajanse, ima luknjico za vrvico in predstavlja pravzaprav egipčanskega boga Raja, ki naj bi valil sonce čez obod in rado tako hrošček, skrbej, hrošček govnač, vali to svojo kroglico in ta amuletek je pomenil vero v nesmrtnost, v posmrtno življenje. Eksponate iz različnih obdobij in z različnih gorenjskih najdišč, iz Bohinjskih gora, iz Triglavskega pogorja, Bohinja, iz Blejskega kota, iz bližine Preddvora in Kranja, ki prikazujejo pestro arheološko dediščino, na razstavi predstavlja Gorenjski muzej. Izbrali sta jih kustosinji Manca Omahen-Gruškovnjak in doktorica Veronika Flaum. Izhajali so seveda iz naših zbirk in iskali pač predmete, ki nosijo neko simbolno sporočilo, morda tudi zapise, ki so kakorkoli povezani s pismenostjo, in tukaj nam je že takoj prišel na misel nek železni nožiček iz zgodnjega srednjega veka, ki se je uporabljal za prirezovanje peres. Recimo vključen je nek rimskodobni zvonček, ki je sam po sebi nekakšen inštrument, hkrati pa je na njem tudi vrezan napis, neko ime, ki je lahko votivni napis lastnika tega zvončka. Tako da to je recimo en primer. Potem so pa najdbe iz groba srednjeveškega romarja, torej romarski simbol Jakobove školjke in pa konica popotne palice tega romarja. Pa recimo še prazgodovinska utež za statve, ki nosi vtisnen nek simbolni znak. In pa še neka prav posebna najdba oziroma najdbe, to so pa grafiti na poslikanem stenskem ometu iz rimskega časa, iz 4. stoletja. Torej razni znaki, zapisi, simboli, tudi podobe upraskane v poslikan omet. Dolenjski muzej iz Novega mesta na razstavi sodeluje s 5 predmeti. Med njimi ima posebno zgodbo barvita ogrlica iz steklenih jagod. Kustosinja v muzeju Petra Stipančič. V enem izmed grobov na kapiteljski njivi v Novem mestu je bila najdena steklena ogrlica z zelo pisanimi, barvitimi steklenimi jagodami, med katerimi pa najbolj izstopa steklena jagoda v obliki ovnove glavice. Njena posebnost pa je še dodatno, ker naj bi bila del pridatkov v moškem grobu, kar ni tako zelo pogosto, ponavadi je stekleni kit del ženskih grobov. Seveda nimamo kostnih ostankov, da bi to lahko zelo trdno vedeli, ampak vsi ostali pridatki kažejo na moški grob. Oven pa je bil v času starejše železne dobe simbol plodnosti in moči. Kako to, da je imel ravno moški v svojem grobu to ogrlico?
morda kot res eno simbolno vrednost, morda pa tudi kot darilo žalujoče žene. Na čivkih najdemo tudi izvirno prvo damo, tako pravijo najstarejši ženski figurini najdeni na območju Slovenije. Eksponati iz bakrene dobe so odkrili na najdišču Nova Tabla pri Murski Soboti. Direktor Pomurskega muzeja Murska Sobota, arheolog Branko Kerman, bo aprila na komentiranem vodenju predstavil simbolno govorico figurin v prazgodovinskih skupnostih Prekmurja. To so eni najstarejših predmetov ženske figure, imenujemo jih tudi idole, ki so bile odkrite na prekmurskih poljih pri raziskavah, predvsem pri gradnji avtoceste, so iz bakrene dobe in nam nekako sporočajo veliko o verovanju, vsakdanjem življenju in družbeni ureditvi prazgodovinskih skupnosti na tem prekmurskem območju. Te figurine so najpogosteje razlagane kot simboli in kultni predmeti, predvsem njihove poudarjene ženske značilnosti, sicer gre za tako bolj abstraktno izraženo oblikovanje, ker imajo dosti bolj izražene te seksualne atribute ženske, te rodila in tako naprej. V teh bakrenodobnih skupnosti, o čemer mi govorimo, pa nekako izginja ta oblika in se osredotoča predvsem na neke vrste zelo abstraktno, samo s poudarjeno zadnjico, tako da ta stiatopigija izredno pomembna in te figurine so tudi že oblečene, se pravi imajo nek okras na teh svojih statuetah in pa so večinoma vse poškodovane, ne. Skratka, s to ženskostjo jih povezujemo s plodnostjo, rodovitnostjo in obnovo neke vrste življenja, kar je bilo v agrarni skupnosti ključnega pomena. Njihove najdbe v Prekmurju pa so izredno impozantne in na ta način tudi kažejo, da ta naš prostor, ker podobne so bile najdene tudi v širši okolici, lahko govorimo celo o srednji Evropi, kaže na to, da je bil ta naš prostor, se pravi Prekmurja, v tem času izredno vpet v te bakrenodobne tokove srednje Evrope. Na razstavi Čivki iz preteklosti se bo v galeriji Cankarjevega doma do 23. avgusta zvrstilo še 11 vodstev, ki jih bodo vodili kustosi in kustosinje iz posameznih muzejev. Danes ob 18. bosta kustosini Pokrajinskega muzeja Koper Maša Zakara in Špela Prunk predstavili dediščino prazgodovinskih kaštelirjev, prazgodovinsko gradišče nad Kortami, ki je največja naselbina te vrste v slovenski Istri. Razstavo, ki jo spremlja katalog v slovenskem in angleškem jeziku, dopolnjuje tudi kratki film avtorjev Maje Bahar, Simona Fogine in Gašparja Volka z naslovom 64 znakov in zgodbo o zakodiranih sporočilih, ki jih skozi časovno črvino ljudje iz preteklosti pošiljajo nam, sodobnim ljudem. Za razliko od frankfurtske postavitve je razstava v Ljubljani prilagojena tudi mlajšim obiskovalcem in obiskovalkam.